Pozdravljeni danes z družino Kokelj iz Stare Loke. Imamo tukaj očeta Marcela, mamo Jano, potem pa 6 otrok, Jakob, Julija, Meta, potem pa Marta, Jacinta in najmlajša Mojca. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalim tebe, ker si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako Bog nam bo pomagal in zdaj se lahko še Bogu vrnemo z molitvijo in s prošnjo, da bi lahko poslušali, razumeli to Božjo besedo mi, zdajle in vsi tisti, ki nas spremljajo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vsako leto so se judovske družine ob prihodu pomladi pripravljale na potovanje. V času praznovanja Pashe, velike noči, naj bi obiskale Jeruzalem. Ta praznik je izvoljeno ljudstvo spominjal, da jih je Bog pred mnogimi leti čudežno rešil iz egiptovske sužnosti. Judje iz bolj oddaljenih krajev so na potovanju jedli, spali kar na prostem. Postopoma so dohitevali romarje, ki so prihajali iz raznih smeri, in končno so se združili v velik val ljudi, ki je na poti do templja zatrpal ozke jeruzalemske ulice. Ko je bilo Jezusu 12 let, sta ga Marija in Jožef vzela s seboj na velikonočno slavje v Jeruzalem. Po končanem enotedenskem praznovanju so se najprej odpravili na pot matere z otroki, možje pa so jih dohiteli kasneje. Jožef in Marija sta se sešla šele zvečer. Kje je Jezus? Je vprašal Jožef. Mariji je od strahu za hip zastalo srce. Mislila je, da je pri moških. Pri 12 letih je bil po judovski postavi že skoraj odrasel in zato prestar, da bi potoval skupaj z majhnimi otroki in ženami. Pregledala sta vse skupine romarjev, vendar Jezusa ni bilo nikjer. Tako sta se morala po isti poti vrniti v Jeruzalem, v upanju, da ga bosta tam našla. Na poti sta se zaskrbljeno spraševala, kje naj ga iščeta. Je morda odšel domov s prijatelji? Vse njuno povpraševanje po otroku je bilo zaman, dokler jima ni nekdo povedal. Jezusa sem videl pri učiteljih v templju. Pohitela sta na tempeljsko dvorišče, kjer so judovski rabini redno poučevali vse, ki so jih želeli poslušati, ter z njimi razpravljali o pomenu svetopisemskih besedil. Marija je s svojim bistrim pogledom Jezusa hitro opazila. Sedel je med častitljivimi učitelji in jih pazljivo poslušal. Prav takrat se je nagnil malo naprej, da bi nekaj vprašal. Marija je razbrala na njihovih obrazih presenečenje nad otrokom, ki je tako modro sodeluje v razpravi. Jožef pa je odločno stopil mednje. Trdno je prijel Jezusa za roko in ga odvedel k materi. Kako si nam lahko to storil? Ga je vprašala Marija.
Oba z očetom so bila zelo zaskrbljena. Mar nista vedela, da moram biti v hiši svojega očeta, jima je mirno odgovoril Jezus. Potem so se vrnili domov v Nazaret. Čeprav je Jezus vedel, da je Bog, na poseben način njegov oče, je bil še vedno pokoren tudi svojim zemeljskim staršem. Marija je veliko premišljevala o skrivnosti svojega otroka. Vedela je, da je drugačen od vseh. Še leta je premišljevala, preden je odkrila, v čem je ta njegova veličastna drugačnost. Tako, zdaj smo slišali, kako sta Jožef in Marija romala skupaj z 12-letnim Jezusom v Jeruzalem. Torej, Judje so, če so le mogli, so šli vsako leto obhajati velikonočne praznike v Jeruzalem. Posebej pa tisti, ki so imeli otroke, fante, stare 12 let. To je bilo za njih, je bilo to nekako obvezno romanje. Takrat so v Jeruzalemu morali fantje narediti izpit iz znanja Svetega pisma, iz znanja postave, in tisti, ki so torej dobro znali, so potem postali sinovi postave. Judje pravijo mar micva, bar micva je sin postave. No in to je tako malo kot pri nas birmanci, recimo, ne, če se primerja. No in zato je bil treba torej narediti izpit in to je bilo treba tudi malo plačati, in tam so bili tisti, ki so to preverjali, to znanje, torej judovski pismovki, farizeji. No in tako je tudi Jezus bil tam. In potem, ko so opravili romarske pobožnosti, ostali so ponavadi romarji en teden, cel teden, lahko pa še malo več, če je bilo mogoče ali pa potrebno in tako. Včasih za veliko noč je bilo ogromno romarjev in niso prišli vsi na vrsto, da bi prišli v tempelj lahko moliti, niso prišli hitro na vrsto za ta spraševanja, za te izpite. No in tako so nekateri ostali še dalj časa. No in slišali smo, ko so pa šli nazaj domov, spet niso šli posamezne družine, ampak so šli vedno v karavani, v skupini. Recimo vsi, ki so šli iz Nazareta, so se zmenili, ali pa velika skupina, gremo ta in ta dan, v tej uri se dobimo tukaj in gremo. In tako so šli in to bila skupina lahko 200, 300, tudi več ljudi naenkrat. In med tako množico so se otroci družili skupaj, fantje tudi, posebej taki pubertetniki, ne? In starši so zaupali tudi svojim prijateljem, sorodnikom, da so vsi bili na varnem. No in tako so odšli, ampak Jezus je ostal v Jeruzalemu. Ne? In to sta Jožef in Marija potem ugotovila šele zvečer, ko so prišli že en dan hoda, to je že kar daleč, morda 20-30 kilometrov. No in potem zvečer nista mogla iti nazaj, sta šla šele drug dan nazaj in sta spet hodila skoraj cel dan in sta prišla v Jeruzalem, najprej tam, kjer so v bližini, kjer so stanovali oziroma bivali, ker je bilo takrat zelo veliko romarjev, so nekateri bili kar zunaj na prostem, po šotori, po tistih gričih okrog Jeruzalema. V Jeruzalemu je bilo približno redno 20, 30 tisoč, 50 tisoč ljudi, takrat jih je prišlo pa 100 tisoč, 200, 500 tisoč, tudi milijon ljudi in to so vse griče okrog posedli. No in v taki množici je bilo težko najti enega majhnega otroka, oziroma mladega. No in ko sta ga iskala najprej tam, kjer sta mislila, da bi bila, sta najbrž šla tudi v tempelj, prositi Boga, Bog pomagati, zdaj pa ne vemo, kaj več narediti. Ne? In tam najdeta Jezusa. Jezus je bil tam, ni klečal, ni molil, ampak kaj je rekel, kaj je delal? Ja, on se je pogovarjal s tistimi pismovki, farizeji, učitelji, in ti so ga poslušali, ti so ga spraševali. Je več vedel o marsičem kot pa te. Kje se je pa to naučil? Ja, nekaj mu je sigurno moj Bog oče že tako razzadev v njegovem premišljevanju, molitvi, marsikaj se je pa naučil od Marije in od
Za Jožefa, v družini. V družini so se o tem veliko pogovarjali, so brali prerokbe in so rekli, kako se bojo uresničile, kdaj se bojo uresničile. Vsi so čakali, kdaj bo prišel Mesija. Jožef in Marija sta pa vedela, Mesija že tukaj. Še malo zdržimo, ne? Ja, in tako sta potem, torej sta videla, kako so strmeli, ko so Jezusa vsi poslušali tam, ne? In potem, no, Jožef je bil čist tiho, ne še rekel, je bil kar tiho. Marija rekla, Jezus, zakaj si nama to naredil, ne? In kaj je rekel? Ja, mislim, da moramo, da je tukaj moj prostor, da moram biti očetom. Tako je rekel, jaz moram biti tudi svojim očetom, moj oče je pa kdo? Bog, ja, vidite, to je varno. Kako varno je, da je fant, da je otrok z očetom. Oče ima veliko moč in poslanstvo v življenju tudi mladega otroka in potem vse življenje. Ne? Če ti veš, kdo je tvoj oče, si ponosen na njega, se učiš od njega, mu zaupaš, veš, da te spremlja, da te varuje, da se ne bo nič hudega zgodilo. No in tako je torej, tudi Jezus rastel ob svetem Jožefu, ki je bil pogumen, in tudi ob svojem očetu, s katerim se je pogovarjal, posebno, ko je molil. Ne? Zato, kadar molimo, takrat se torej, mi pogovarjamo z Bogom. No, tako kot so šli ti Judje na romanja, tudi mi kam hodimo na romanja? Ja, Medžugorje, kam še? Na Brezje, recimo. Na Brezje. Je veliki romarski kraj po svetu, ja, Fatima recimo. Fatima, Lourdes. V Ameriki, Guadalupe, v Ameriki, v Meksiku, ja. Kaj pa pri nas najbližje? Brezje recimo. Še bližje? Tudi kakšen Crn grob. Crn grob, ja. Crn grob je slavna romarska pot. Prihajajo še zdaj romarji od drugod, pa tudi mi tukaj, ker smo blizu, ne. Tako, in romanje je nekaj lepega, veselega, ne, to je, romanje pomeni simbolično, mi potujemo, ne samo zdaj v to cerkev ali v ta kraj, ampak naše življenje je romanje, mi potujemo vsi proti nebeškemu Jeruzalemu, ne. Včasih so romali v Rim, v Kompostelo, po Jeruzalem, to so bila 3 glavna romanja, ne. In Rim kot mesto, grob svetega Petra in drugih mučencev, Kompostela je grob svetega Jakoba in sveta dežela je pa Jezusova domovina, rojstni kraj Betlehem, pa tudi Nazaret in posebej Jeruzalem, kraj Božji grob, ki je pa prazen, ne? Jezus. No in s svojim tem bivanjem v Jeruzalemu 3 dni je Jezus že nakazal, 3 dni bom tudi v grobu. In tako kot sta bila Marija in Jožef srečna, ko sta Jezusa videla, ko sta ga našla v Jeruzalemu, tako je bila Marija potem, Jožef je bil verjetno že v nebesih, srečna, ko je Jezusa našla živega po vstajenju. No, zato bomo tudi zdaj zapeli pesmico Vstal je, kakor je rekel, 3. dan. Tudi mi bomo vstali, kakor on, večno bomo živeli v raju s njim. Vstal je, kakor je rekel, vstal je, kakor je rekel, vstal je, kakor je rekel, 3. dan. Bomo stali kakor on.
z vami. In s tvojim duhom. Blagoslov samogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen.